GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta GFML-jevci. V šolskem radijskem studiu ponovno gostimo zelo zanimiv par, ki dokazuje, da se naravoslovje in umetnost odlično dopolnjujeta. Z vami sem Kaja Furlan, ob meni pa sta doktorica Eva Klemenčič in Simon Škrlec. Pozdravljena. Bravo. Bravo. Danes gostimo izjemen tandem, poklicno zelo različna, a vsak na svojem področju globoko predana svojemu poslanstvu. Eva Klemenčič je doktorica fizike, raziskovalka, predavateljica in znanstvenica, ki se posveča tekočim kristalom, kompleksnim sistemom ter didaktiki fizike. Ob njej sedi Simon Škrlec, mednarodno uveljavljen bobnar, ki je leta 2014 dobil zlati gumb v oddaji Slovenija ima talent. Nastopal je v več kot 46 državah, trenutno igra z nizozemskim bendom Sinister in navdušuje tisoče sledilcev s svojimi bobnarskimi videi. Na začetku pogovora poslušalcem najprej razkrimo, da so se vajine življenjske poti prepletle prav na GFML. Če se ne motim, nista bila sošolca. Kdaj in kako sta se spoznala? Ja, med nama je 3 leta razlike, tako da sem bila prvi letnik, Simon 4. letnik. Spoznala, verjetno v šolski kafeteriji, če boš ti prevzel. Ja, Eva za mene že mogoče malo prej znala, zato ker je pač tudi moja sestra jo poučevala matematiko, tako da verjetno se kaj tako zmes pogovarjajo. Zmes pa smo se enkrat srečala, mislim, da bilo v kafeteriji, pa od tam dalje smo se tu potem začeli malo pogovarjati, pa se je razvilo prijateljstvo. Bi z nami delila kakšno srednješolsko dogodivščino ali pa lep spomin iz tistega časa? Ne, jaz imam zelo dosti lepih spominov. Mislim, tudi bili smo zelo povezani kot razred skupaj s svojimi sošolci. Smo znali dosti vsega organizirati, pa se je fajn imeti. Tako posebno dogodivščino, ne vem. Ne vem, smo spominali dosti tega, ker smo tudi bili v evropskem oddelku, smo hodili na te izmenjave v Solovec, pa v Rimu, pač se to mogoče še zdaj, da greste okrog. Tako da tam je zelo dosti takih lepih trenutkov. Ja, na primer, zelo dosti lepih spominov iz hodnikov ali kaj takšnega, ko smo se še posebej družili, pa ko smo, na primer, po šoli kam šli, saj tudi v šoli je bilo fajn, ne? Na primer, mama pa mi je skupni trenutek, ravno včeraj je bilo 19 let od tega, ko je bil šolski maraton, ko smo pač postala par. Ja, na kulturne maratone. Kaj vama je dalo šolanje na GFML? Ja, splošno izobrazbo, ne, tak ali tak. Nažalost, to, na primer, pri meni zdaj pada dol, ne, zaradi tega, ker več nisem v vseh teh smerih, ne, na primer, takrat v srednji šoli sem znal o vsem kar nekaj, ne. Pa drugače tudi dosti življenjskih napotkov, kak na primer v življenju, kaj na primer narediti, kako se odzvati. Ja, mene je pa v bistvu poslalo na pot fizika, ker če me kdo vprašal na začetku, v prvem letniku zagotovo ne bi rekla, da bi šla študirati fiziko, potem pa v bistvu vsi profesori so bili zelo vredni, ampak fizika se mi je takrat nekako najbolj priljubila. Po drugi strani pa mi je dala tudi prijateljica, tako za vse življenje, s katerimi se še zdaj vsak mesec probamo dobiti pa družiti. Gospa Klemenčič, kdaj ste razvili ljubezen do naravoslovja? Ste že v srednji šoli imeli raje naravoslovne predmete? Ravno to zelo težko bi povedala, ker sem imela rada na primer tudi geografijo, potem pri slovenščini smo se vedno zelo fajn imeli, tako da težko povem, da bi samo fizika kot predmet mi je bila toliko bolj všeč kot drugi predmeti. Sem se bolj skoraj odločila nekako za fiziko, zato ker sem bila neodločena, kaj sploh iti študirati. Študij fizike ti je predstavljala tako eno zelo dobro podlago, potem za naprej, če bi si po 3 letih študija premislila, pa bi želela kaj drugo. Kdaj je torej dozorela želja, da bi študirali fiziko?
Ja, verjetno v 4. letniku, ko se je bilo potrebno odločiti, sem si rekla, da bom šla prva 3 leta poskusiti fiziko, pa potem bom videla, če se na podiplomskem študiju osredotočim na katero drugo smer, ampak ne vem, ko tako enkrat padeš v fiziko, je zelo težko oditi, oziroma vidiš, da je zelo zanimivo področje in raziskovanje se nikoli ne neha. Gospod Škrlec, bobni vas spremljajo že 30 let. Od kod navdušenje za ta instrument? Da bi se spomnil, zakaj navdušenje, je predaleč nazaj. Tudi sem vprašal starša, če sta mi nidva predlagala, ali kdo bi mi lahko sploh rekel za instrument bobni. Pa sta rekla, da sem sam izrazil zanimanje za bobne, ampak ne vem, kje bi jih lahko videl, ne? Ja, verjetno pa zaradi tega, ker je ravno glasno, lahko daš energijo ven, sprostiš se zraven. Pa fajn je v bistvu primitivni instrument, katerega lahko vsak igra, pa se zraven sprosti, pa te zaradi tega verjetno tudi toliko bolj pritegne. Ste že v srednješolskih letih igrali v kakšnem bendu? Sem ja, to je bil, naprimer, moj prvi bend je bil Little N, smo nastopali pač po Sloveniji, bil je neki metal band. Tudi na kulturnem maratonu. Tudi na kulturnem maratonu smo tukaj nastopali. Po izobrazbi ste profesor razrednega pouka, vendar delate kot samozaposleni v kulturi. Med drugim poučujete igranje bobnov in tako opravljate pedagoški poklic. Vseeno kdaj razmišljate, da bi sedli za kateder kot učitelj razrednega pouka? Ja, v bistvu to, da sem doštudiral razredni pouk, mi je tudi en backup plan, naprimer, ne, če se mi kdaj zalomi, pa več ne gre v glasbi naprej, da lahko pač vseeno grem tudi v šolo poučevati. Je pa to, naprimer, da sem doštudiral ta poklic, mi zelo dosti pomaga ravno pri samem poučevanju, kajti večina delam z otroki, dosti sem se naučil na faksu, kako, naprimer, dobro podajati znanje, tako da mi to pomaga, ja, pa zelo rad delam z otroki. V Sloveniji ste postali prepoznavni z nastopom v oddaji Slovenija ima talent. Za nastop ste prepletli death metal in narodno glasbo. Od kod vam ideja za tak nastop? Ideja padla verjetno zaradi tega, ker death metal posluša premalo ljudi. Narodno muziko pa posluša zelo velik krog ljudi, ne. Tako sem mislil, zakaj ne bi, naprimer, tem ljudem, ki pač poslušajo narodno muziko, da bi malo po eni strani vsilil tudi neke pač druge zvrsti, ne. Pa mi je uspelo. Kaj vam je prineslo sodelovanje v tej oddaji? Ja, v bistvu mi je prineslo to, da sem imel kar nekaj nastopov z bobni, nasploh kot sam, z solo točkami. Nisem si niti predstavljal, da lahko v bistvu z bobni igram. Dosti sem nastopal po šolah, vrtcih, tudi na poroki sem bil kot presenečenje gosta. Tako da mi je prineslo spet nekih novih izkušenj z nastopanjem, pa naprimer s tem, da sem znal več stvari pokazati zraven bobnov. Se pravi, nisem samo bobnal, ampak sem zabavljal tudi zraven. Se pravi, sem mogel študirati na druge stvari tudi in se prepustiti. Pomemben del vašega življenja predstavlja igranje v različnih bendih. Trenutno sodelujete s skupino Sinister in ko se odpravite na turnejo, se slog življenja verjetno zelo spremeni. Kako poteka življenje na Nightlinerju? Kaj so izzivi in prednosti takšnega potujočega doma? Ja, naprimer, turneje so zelo dobre, ker naprimer igramo več dni skupaj, se pravi, ne rabiš potovati za en koncert samo, oziroma ko ponavadi grem na en koncert, mi vzame mogoče 3 dni ali kaj takšega, ne. Zdaj, ko pa je turneja, pa če je naprimer 10 koncertov, je to 11 ali pa 12 dni, da vzame, se pravi, je bolj preračunljivo, ne. Zdaj pa spet na Nightlinerju, se pravi, to je avtobus, ki je preurejen, da ima postelje, vsak ima svojo posteljo, lahko tam spiš, se pravi, potovanje je dosti bolj udobno. Zvečer lahko greš spat, avtobus se pelje po noči, zjutraj se zbudiš tam in si naspan. Zdaj, če pa ne potuješ z avtobusom, se pravi, če so kakšne turneje, da gremo iz vsakega mesta do drugega mesta z letalom, pa seveda po koncertu spakirati stvari, pa iti na letalo ali pa pač začeti potovanje, tako da spanja je zelo malo na takih stvareh. Igrali ste v več kot 46 državah. Je kakšna država ali koncert, ki vam je ostal še posebej v spominu? Ja, v bistvu zdaj ravno na zadnje, ko smo imeli turnejo po Aziji, mi je zelo v spominu ostal koncert v Indoneziji. Igrali smo na enem otoku, kjer smo bili kot prvi mednarodni band tam.
pripravili so en velik koncert, imeli so tudi njihove narodne skupine, imeli so plese njihove narodne, tako da je bil en velik, lep mestni dogodek v bistvu. Za nas so poskrbeli, da smo se počutili kot pravi rockstarji. Zelo fajn je bilo gledati njihov življenjski slog, pa njihove te narodne noše dejansko tudi, pa vse. In pa res nepozabno. Gospa Klemenčič, čeprav ste zaposleni na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru, tudi sami pogosto potujete in se udeležujete mednarodnih znanstvenih konferenc. Bi lahko svoja gostovanja primerjali s Simonovimi? Zagotovo je malo več spanja na mojih. Mislim, če ne drugo, ta gostovanja so pač bolj znanstveno raziskovalna, torej so dogodki čez dan, ne čez noč. Je pa res dosti potovanja, torej po eni strani to, kar imava isto, bi lahko rekla, da pač vidiva zanimive kraje. Je pa tudi res, da pač imam jaz tam mogoče, če grem na konferenco in seveda se izvede eno predavanje, naprimer, ostalo je pa bolj mreženje z ostalimi, torej ni tako naporno, verjetno, kot če igraš vsak dan, pa si vsak dan imaš nekaj, torej neko zadolžitev ti sam. To, ja. Kakšen je občutek, ko stopite pred mednarodno znanstveno skupnost? Zanimivo, v bistvu, zelo različno je, zdaj na katero konferenco se gre, ker raziskujem tako na področju tekočih kristalov, tam je zelo zanimivo, ker je dosti fizikov in kemikov in pač že vidiš možne te mednarodne povezave, kako bi lahko sodeloval. Potem pri kaki konferencah, ki so bolj vezane na didaktiko fizike, pa je veliko tudi, naprimer, profesorjev v osnovni šoli, srednji šoli, tako da je že tako podajanje, mogoče tudi bolj sproščeno vzdušje zaradi tega, se mi zdi. Ampak drugače pa zagotovo tako se počuti izpopolnjeno, da ti pač ponuja služba, naprimer, tudi to. Ukvarjate se s tekočimi kristali in kompleksnimi sistemi. Lahko na preprost način pojasnite, kaj to pomeni in zakaj je to raziskovalno zanimivo. Vsi poznamo, naprimer, da ima snov lahko 3 faze, ne? Torej imamo trdno, tekoče in pa plinasto fazo. Tekoči kristali so snovi, ki kažejo lastnosti tako tekoče kot neke kristalne strukture. Ni pa to samo ena faza, v bistvu tekoči kristali imajo lahko tudi različne medfaze, lahko so malo bolj urejeni, imajo naprimer translacijsko urejenost, lahko so samo orientacijsko poravnane te tekoče kristalne molekule. In tisto, kar jih dela toliko bolj zanimive za aplikacijo, je pa to, da so v bližini faznega prehoda res izjemno občutljivi za zunanje spremembe. Torej, vi lahko z zelo majhno spremembo, naprimer zunanjega električnega polja, dosežete velik odziv sistema. Torej, potreben mali vložek energije za velik odziv, kar je potem zelo koristno za optimizacijo energijskih procesov in za aplikacije, naprimer kot sama sem, naprimer, raziskovala elektrokalorični pojav v tekočih kristalih, ki je lahko potem primeren za kakšne hladilnike na nanoskali, torej v nanotehnologiji uporabno. No, tekoče kristale pa v bistvu vsi poznate. Zdaj, če v angleščini govorimo o liquid crystals, LCD displeji, ne, imamo na ekranih, na urah, na telefonih, torej to so vse tekoče kristalne molekule. Tako da je zelo velika možnost za aplikacijo. Kaj pa kompleksni sistemi? Enako, zdaj kompleksni sistemi so tako, dosti vsega spada v kompleksne sisteme. Zdaj lahko bi tudi rekli, naprimer, tekoči kristali, da so del kompleksnih sistemov, potem kompleksni sistemi se zelo dosti povezujejo, naprimer, z kako biofiziko, ker torej vsi fizikalni procesi v našem telesu so kompleksni, razumem, potem kakšne nevronske mreže, ki se danes uporabljajo tudi za te telekomunikacijske omrežja in podobno. Fizika je še vedno področje, na katerem prevladujejo moški. Kako doživljate svoj položaj kot ženska v tem okolju? V bistvu zelo težko. Mislim, res je, da sem, že ko sem študirala, sem bila naprimer edina v razredu, ampak nikoli nisem doživljala nekega drugačnega odnosa. Tudi zdaj v kolektivu nas je seveda manj žensk, ampak smo nekako enako spoštovane. Res pa je dosti odvisno od kolektiva, v katerem si.
Mogoče še je iz strani koga drugega, mogoče tudi starejšega, dobiš kako tako fikro oznako, da pa vsaj pišeš lepše kot na primer moški, kar seveda ni nujno res, ampak drugače pa ne vidim nekih velikih razlik. No. V čem je delo na področju didaktike fizike drugačno od temeljnih fizikalnih raziskav? Kako združujete ti dve področji? Didaktika fizike je čisto drugačno področje. Se mi zdi, da včasih celo bolj gre v neko družboslovje, ne toliko več naravoslovje, ker je seveda pomembno, komu boš podajal to znanje. Meni se zdi zelo pomembno, ker imamo problem, na primer, že dobiti študente fizike, ker je fizika težka, pa nerazumljiva, pa abstraktna, in se mi zdi, da lahko dosti se spremeni, če podajamo znanje fizike na malo drugačen ali pa bolj prijazen način, mogoče z več eksperimenti, da imajo potem dejansko učenci bolj oprijemljivo znanje, si bolj znajo predstavljati, kje je sploh fizika uporabna, ker večkrat slišiš, da pa pač se fizika vsakdanje v življenju sploh ne uporablja, ampak v bistvu si enega dneva brez nekih znanja fizike ne moremo spraviti skozi, od zvonjenja budilke do kuhanja kave, torej vse lahko povežemo s fiziko. Razlike pa so, se ne spomnim, če še sem kaj pozabila povedati. Ne vem. Zdaj pa imam vprašanje za oba. Oba sta vsak na svojem področju izjemna. Na kaj sta v svoji dosedanji karieri najbolj ponosna? Jaz sem verjetno najbolj ponosna, pa lani sem končno izvedla ta 3-mesečni raziskovalni obisk, na katerega se pričakuje, da vsako enkrat doktorira gre, ampak je pa kar tak velik zalogaj, ko moraš pač pozabiti malo na življenje doma, pa se preseliti za tiste vsaj 3 mesece v tujino, ampak mi je dosti preneslo tako na raziskovalnem področju, bila sem na Inštitutu za nanoznanosti v Parizu, tako da zelo dosti novih kontaktov sem dobila, se pomrežila z ostalimi, pa tudi drugače na osebnem nivoju. Tisto, da si res 3 mesece za sebe, si tam ustvariš neko novo mrežo ljudi, pa v bistvu spoznaš dosti o sebi, ko si malo dlje časa sam na nekem novem okolju. Jaz sem pa pač najbolj ponosen na to, da sem pač imel možnost oziroma sem bil zmožen igrati z 2 takšnima, ki sta dejansko malo večja benda, ki sta pač tudi mednarodno priznana, da sem lahko tudi potoval dejansko po celem svetu, lahko rečem. Vem, da dosti muzikantov si to želi, ampak nima možnosti. Meni je na srečo uspelo. Pa to, naprimer, da tudi grem na koncert, kjer igram, pa igrajo naprimer takšni bendi, katere sem jaz poslušal kot otrok tudi, pa jih potem spoznam, se pogovarjam z njimi, spijem kakšno kavico, pa dobim kakšno pohvalo. Potem je to še pika na i. Kako se medsebojno podpirata in usklajujeta karieri, ki sta po dinamiki in urnikih zelo različni? Ja, že to, naprimer, najina služba, Eva ponavadi dela dopoldne, jaz, ker delam pač na glasbeni šoli, tudi delam popoldne, tako da že to imamo, naprimer, malo neusklajeno. Je pa res, da pa imamo tudi vsak dan zjutraj skupni zajtrk, imamo pa te dopoldneve oziroma ta jutra imamo vedno zase. Eva pa me pri tem podpira zelo, sem lahko srečen, da mi pač to vse omogoča tudi, dostikrat mi pomaga pri kakšni organizaciji ali pri bilo čem v bistvu. Ali pa se povabim zraven, ko imajo kak koncert v bližini, da pač še potem skoristiva pa združiva z nekim dopustom. Slišala sem, da oba zelo rada potujeta, ne samo službeno, ampak tudi zasebno. Katero od skupnih potovanj se vama je najbolj vtisnilo v spomin? Meni mislim, da ravno zdaj to nazadnje, kaj smo bila, en teden nazaj smo prišla nazaj iz Namibije, v bistvu je to bila takšna država, kateri še nisem bil v bistvu, oziroma pokrajina takšna, katere še nisem v življenju videl. Najbolj so me navdušile v bistvu ravno sipine. Ko sem prišla tja, sem se takoj na najnega mačka spomnil, kako bom brskal tam not pa kopal. Ja, zelo lepi razgledi, lepe kamnine, neverjetna pokrajina. Sem tudi verjetno malo obarvana še od zadnjega potovanja, tako da bi tudi rekla Namibija. Je pa res, da je bila tako malo tudi drugačno. Mislim, se mi zdi, da smo običajno ali šla ali v planine ali pa bolj neke morske
tropske kraje. Zdaj pa je prvič bilo tako, da sva šla bolj v pač potovanje po državi, torej ne toliko plaža pa uživanje, ampak bolj avanturistično. Ja, pa naprimer najem avtomobila, pa spanje na avtomobilu zgoraj v šotoru, ne? Da se pač na varnem pred živalmi, ki zunaj hodi. In še zaključno vprašanje za oba. Kaj bi rekla, da je najdragocenejša skupna vrednota, ki vaju povezuje, ne glede na vajino poklicno pot? Jaz bi rekla, da pač medsebojno spoštovanje pa zaupanje, ker mene večkrat vprašajo, ne? Mislim, ker ga včasih po mesec dni ni, pa se ne more javiti pa podobno, ampak pač si je potrebno zaupati, pa se spoštovati, pa ja, imeti rad, ne vem. Se strinjam, ja, spoštovanje in zaupanje. Eva Klemenčič in Simon Škrlec, hvala, da sta si vzela čas za klepet. Svojo zgodbo dokazujeta, da se lahko ustvarjalnost izraža v predavalnici ali na koncertnem odru, v znanstvenem članku ali bobnarskem videu. Želim vam veliko uspeha še naprej. Najlepša hvala. Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas o nas, priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komurkoli. Adijo! GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomere.